Na Centru za socialno delo Murska Sobota v skladu s programom dela v tem letu posebno pozornost namenjajo delu s skupinami, z otroki, starši in starejšimi. Trenutno so v postopku ustanavljanja skupin starih ljudi za samopomoč. Tukaj z nami v studiu je direktorica centra Nataša Mevlic, ki nam bo povedala več o postopku. Nataša, pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Torej, povejte nam najprej, odkot potreba za delo s starejšimi oziroma starejšimi ljudmi? Ja, pri samem delu, pri konkretnem delu, pri starejših ugotavljamo potrebo, da bi bilo potrebno ustanoviti več dodatnih programov, kam bi se lahko potem starozniki vključili oziroma bila kvaliteta življenja s tem boljša za njih. Potem tudi sama reorganizacija, ki se predvideva za centre za socialno delo, poudarja več dela s skupinami. Kot zadnje bi pa lahko rekli tudi iz demografskih dejavnikov, saj se v bistvu prebivalstvo čim bolj stara, kar ni problem samo v Sloveniji, ampak tudi celotne Evrope. Kaj pa je sploh skupina starih ljudi za samopomoč? Ja, skupina šteje do 10 ljudi, ki se srečujejo enkrat tedensko, po uro do uro in pol, in v bistvu si vsi ti starostniki želijo vključitve. V bistvu pa tukaj poteka druženje, pogovor, sklepanje prijateljskih vezi, povezovanje. Ko pa se skupina tudi poveže, se pa lahko organizira tudi kakšen izlet. V bistvu pa vsi skupaj, ki so včlanjeni v skupino, soustvarjajo to skupino in tudi skupaj oblikujejo potem teme za pogovor. Povabijo se tudi lahko kakšni zunanji člani. V kateri fazi ustanavljanja skupine pa ste zdaj? V bistvu v začetni fazi lahko tudi zdaj povabimo tudi osebe, ki so stare 60 in več let, da se nam pridružijo in bi jim bila taka oblika dela všeč oziroma ustrezna, da pridejo na Center za socialno delo. Se bomo tudi o tem več pogovorili, o sami vključitvi, o pričakovanjih, tako da potem vljudno vabljeni. Želimo ustanoviti 2 skupini, če bi bila pa potreba večja, pa potem tudi 3 ali več. Najprej za mestno občino Murska Sobota, kasneje pa tudi, če do potrebe, za druge občine, za katere smo pristojne. Kdaj pa bo to potekalo oziroma kdaj lahko pridejo na vaš center? Lahko pridejo vsak dan, se oglasijo, lahko tudi pokličejo po telefonu. V bistvu bi pa naj prva skupina začela delovati že v mesecu maju. V redu, malo ste nam to nazorno povedali. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in srečno. Hvala za povabilo.